Pilotni projekt IDwood se danes uspešno zaključuje. Kaj so predvsem za podjetje lesne in pohištvene industrije najbolj pomembni dosežki tega projekta? Ja, v bistvu so to vsaj tri stvari. Prvič, da smo mi preko tega spoznali, kako to podporno okolje deluje v celi južno-vzhodni regiji. In spoznali smo dobre prakse, pa tudi pridobili določena nova znanja, ki jih lahko prenašamo potem našim podjetjem. Prav konkretno smo na teh dogodkih, ki so se imenovali odprti dnevi, lahko delček teh znanj tudi prenesli. Mi smo jih predvsem žagarjem in primarnim predelovalcem lesa, kjer smo lahko pozitivne izkušnje iz Avstrije in tako prenesli in bomo s tem tudi nadaljevali še v novembru. Tretji, bi rekel, dosežek tega je pa to, da se je ta naša jugovzhodna mreža, ki je že prej obstajala, pred tem projektom še okrepila in bomo tako sedaj imeli dodatne možnosti za koriščenje oziroma za kandidiranje na novih projektih Evropske unije, ki so zdaj v obdobju do leta 2020. Projekt IDwood je naše ministrstvo podprlo s pismom podpore, sicer ne finančno, ampak mislim, da smo s pismom podpore že se pravi na začetku projekta povedali in dali vedeti, da je lesna industrija pomembna in da so takšni projekti zelo koristni tudi za nas kot pripravljalce politik. Zdajle, ko pa se projekt zaključuje, pa vidimo, da resnično fokus projekta, ki mislim, da je prenos tehnologij, dizajn v podjetjih, mreženje, da so to prave stvari, ki bodo tudi nam kot pripravljalcem politik zelo koristile. IDwood projekt je po svoje zanimiv projekt, čeprav se zdi, da ima nič kaj posebnega, ker je network v zadnji, ampak mislim, da za lesno in gozdno branžo ne samo ti rezultati, ampak tudi prihodnji rezultati, ki bodo v naslednjih letih šli iz tega ven, lahko dosti pomagajo pri razvoju te podporne institucij v sektorju. Vsa ta mreža, ta nacionalna, ki je nastala iz tega projekta, ima visok socialni kapital, mi se zelo dobro poznamo, spoznali smo se še bolj in v nadaljevanju se že pogovarjamo o novem projektu, o novih aktivnostih, ki bojo koristili in za podjetja in hkrati tudi pomenila, da bo lahko država s pomočjo te mreže realizirala neke politike. Gre za transnacionalni projekt, katere države pa so v njem sodelovale? V projektu so sodelovali, če začnem po vučnem kazalcu, Italija, Avstrija, Slovenija, potem je Madžarska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija.